A veste, ko sem dobila ta pametni telefon, mi je bilo zelo neprijetno, ker naenkrat nisem nobene telefonske številke več vedela. Niti najbližjih prijateljev, niti sodelavcev. In se mi je zdelo, da sem padla v eno praznino. Sam na slikico sem kliknila in sem že dobila sogovornico. Prej sem pa vse na pamet znala. Jokamo za nečem, kar nam je prejšnja dosedanja civilizacija razvijala. In se lahko vprašamo, ali res je potrebno, da naši možgani zlasti mehanično memorirajo. Danes razvijamo druge dele možganov. Danes priznavamo druge stvari, kot so jih takrat, ko je Abraham Maslow povedal, da so človekove potrebe tudi potreba po lepem in vedoželjnost. Dve prirojeni potrebi. Če ne zadovoljuješ svoje vedoželjnosti, si izpostavljen neprestanemu strahu, ker vedno je tisoče in tisoče stvari okoli tebe, ki jih ne razumeš. Ljudi je danes strah prihodnosti. Prihodna družba je veliko bolj humana kot današnja. Mi se jo pa bojimo, mladi se jo bojijo, ljudje zbolevajo pri 25 letih, 20 do 25 se veča število psihiatričnih bolnikov in pri dekletih in pri fantih. Zakaj? Ker jih neznosni strahovi preganjajo, ker smo zadušili njihovo vedoželjnost. So študirali, so hodili v šolo, učili so se zaradi ocen. Mi smo imeli okroglo mizo na univerzi v Kopru pred kratkim, kjer je predsednik študentov Koprske univerze povedal rezultate raziskave. 80% študentov je povedalo, da se uči ne zato, ker bi radi znali, ampak da se uči zato, da bo naredil izpit in ker mora imeti tisti papir na koncu in bo prestal to mučenje tudi na univerzi. Razumete, koliko let morajo žrtvovati za formalnosti za papirje. Tu pa naj ob tem omenim vprašanje, ki se je ponavljalo na začetkih, ko smo osnovali prve univerze za tretje življenjsko obdobje, ko so novinarji neprestano, smo že vedeli, kaj, če novinar se javil, kaj nas bo vprašal. Pa zakaj bi se te upokojenke in upokojenci izobraževali, vse ne bojo več v službo hodili. A veste, kakšna manipulacija? Da se človek lahko razvije tisti delček svojih možganov, da služi stroju, tam, kjer bo namščen, kjer bo delal ali pa v pisarni, da bo znal vse tiste papirje obračati in jih prebrati, ki jih bo v službi moral. In ko sem mi povedala, da preprosto zaradi vedoželjnosti, zato je učenje z radostjo, odkrivanja neznanega. In to je prirojena potreba človeka, ker premaguje strahove. Vsaka neznana stvar povzroča napetost. Nekaj časa si pod stresom, si napet, kaj je to, kako bo to, kdo to razume sploh, si negotov, potem pa preplavi strah osebnost. In strahu damo navadno ime. V drugi svetovni vojni so dali ime židje temu strahu in so bili vsi pomirjeni, ker so vedeli, kdo povzroča njihove strahove. Danes dajemo temu ime begunci. V situaciji, ko je imela zadnjo šanso Evropa, da se revitalizira, smo zavrnili to možnost, ki je stvar prihodnosti, mešanih družb, ampak v to se danes ne bomo spuščali. Naš festival, cilj festivala je, da prebudi v ljudeh in jim pove, in jim dokaže, in jim da izkušnje skupne, da je ustvarjalen vsak človek. Do 5. leta 97% otrok, kot pravijo psihološke študije. Pri 10. letu samo še 37%. Pri 15. letu pa še 5% otrok. To jih običajno obravnavamo kot dislektiki, ker vedno nekaj po svoje delajo, vedno nekaj sestavljajo, vedno razmetavajo stvari in tako dalje. A vidite, mi vzamemo en del možganov človeku, če mu ne priznamo, da je vsak ustvarjalen. Bila sem na njih žalostni okrogli mizi v Cankarjevem domu, ker so mentori za slikarstvo sedeli tudi z naših univerz in z akademije likovne. In so notri sedelo veliko študentov z naše univerze, ki so bili radovedni, kaj bo ta miza dala, koliko spodbud, motivacij. Bilo je porazno, ker so jim povedali, da slikar je lahko samo tisti, ki konča akademijo. Slikar je lahko vsak.
ena naših študent, gospa Živa Greš, se ukvarja s slikarstvom, prej novinarka od 2002. leta. Že nekaj let ima po 3 razstave na mesec po vsej Sloveniji. Vsi so ji dragi, od malega kraja, kot je Razdrto pri Postojni, razstavlja do velike galerije v Zdravniški zbornici v Ljubljani in tako dalje. A veste, ni meje med profesionalizmom in amaterstvom. Gledam profesionalce, slikarje, ki so končali akademijo, nikoli nič naslikali, ker tam ni njihovo srce, ker je ustvarjalnost nekaj drugega zamorilo. Menim, da so pri nas na univerzi odprta vrata in zato bi želeli to dati v javnost, najrazličnejše oblike ustvarjanja. Vračamo se k vedoželjnosti, dvem potrebam in smo srečni, da postanemo nekaj, kar včeraj nismo bili, kot smo slišali v tekstu, in da ustvarjamo brez meja. Tu nismo nikomor konkurenti. A veste, ampak to smo priznali šele danes, ko je celotno delo, ko je proizvodna, ko je nova tehnologija dokazala, da ima človek vrednost samo, če je ustvarjalen in če je vedoželjen, in s temi lastnostmi upam, da bomo uresničili naročilo župana, napravite mi svet boljši. Hvala lepa.